Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Spoštovane veleposlanice in veleposlaniki, dobrodošli v predsedniški palači. Prvič na takšni prireditvi oziroma na takšnem dogodku. Namreč vi ste prvi, ki sem vam podpisala ukaze o napotitvi na vaše poste v tujino kot prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije. Zdi se mi prav, da se na eni taki krajši slovesnosti tudi osebno spoznamo, se morda pogovorimo. Prepričana sem, da se bomo v prihodnosti veliko srečevali, če ne drugje na letališčih, ko me bo kdaj pot zanesla preko držav, v katerih boste delali za Republiko Slovenijo. Na svoje pozicije prihajate v težkih časih multilateralizma, tudi bilateralizma na določenih področjih. Ne bo vam lahko, ampak veste, iskreno in iz srca verjamem v slovensko diplomacijo. Namreč od prvega dne, ker sem vstopila v čevlje predsednice Republike Slovenije, sem veliko sodelovala z diplomati in nenazadnje je bil moj prvi obisk na meji na Bregani oziroma na Obrežju 1. januarja, le nekaj dni potem, ko sem dobila mandat opravljati funkcijo predsednice Republike Slovenije. Veliko podvigov je pred nami, en velik korak smo že naredili, skupaj s pomočjo slovenske diplomacije, tudi mnogimi med vami, ki sedite tu, nam je uspelo dobiti članstvo, nestalno članstvo v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov. Ni bil lahek podvig. Takoj, ko sem postala predsednica, sem se tega lotila res iskreno, z dušo in srcem, in pomagala diplomaciji, ki je tekla kot dobro namazan stroj, da smo prišli do teh 153 glasov, za katere niti sami nismo verjeli, da jih bo toliko. Kolikor vem, ste na ministrstvu sklepali stave, najbolj pogumen je šel tam malček čez 135, ampak vsi skupaj se verjetno zavedamo, kako velik korak in velik uspeh je naredila slovenska diplomacija. Brez dobrih in izvrstnih diplomatov tega ne bi uspeli. Kot predsednica Republike Slovenije sem izjemno zadovoljna s sodelovanjem z Ministrstvom za zunanje zadeve. Še ena anekdota iz ozadja, po ministrstvu se širi zgodba, da predsednica prebere vse. Torej vse, kar mi na ministrstvu pripravite, res preberem in se pripravljam na vse svoje službene poti v tujino, na vse razgovore, ki sem jih imela in ni jih bilo malo. Lahko rečem, da imam ta privilegij, da sem se v prvih 6 mesecih svojega predsedovanja srečala z več kot 35 predsedniki držav in predsedniki vlad, kar se zagotovo ne bi zgodilo, če Slovenija ne bi kandidirala za nestalno članico v Varnostnem svetu. Rekla sem, da vstopate na svoje pozicije kot diplomati, vsi ste že izkušeni, marsikaj ste v svojem diplomatskem življenju že dali skozi, ampak vstopamo v neko obdobje svetovne zgodovine, ki za vas diplomate ne bo enostavno. Ampak
računamo na vas, tudi jaz osebno, računam na vaše lucidne analize, na izvlečke, ki jih boste pošiljali v domovino, da bomo mi doma in na naših poteh v tujino dobro pripravljeni, da bomo vedeli, kaj se po svetu dogaja, predvsem pa, da bomo dihali kot eno. Sama si res želim, da se vsi skupaj zavedamo, da Slovenija ni politična stranka. Slovenija je naša domovina in ne glede na politično barvo, ki jo vsak nosi v svojem srcu, delamo zanjo. Ne zase, ne za predsednika vlade, ne zame, ne za ministrico za zunanje zadeve, ampak za Slovenijo. In to se je pokazalo v teh mojih prvih 6 mesecih. Veste, sodelovala sem z mnogimi diplomati in vsi, ampak res vsi smo dihali kot eno, predvsem pri tem projektu za nestalno članstvo v Varnostnem svetu. Kar nekaj obiskov v tujini sem že opravila, povsod z izvrstno pomočjo vas, diplomatov in Ministrstva za zunanje zadeve. Več izzivov nas seveda čaka na tej poti, pa bi rada omenila le nekatere med njimi. Zaradi procesa Brdo-Brioni, ki je zrasel na slovenskih tleh, bila je to ideja nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, seveda spremljam, kaj se dogaja v članicah državah oziroma državah Zahodnega Balkana. In nekako sem v pogovorih s predsedniki, torej s svojimi kolegi in predsednico, ugotovila, da nekako ni več dovolj politične volje za vse potrebne korake, ki jih države Zahodnega Balkana morajo postoriti. Res pa je, da morda tudi Evropska unija malce preveč lagodno gleda na ta proces. Proces je zastal, zastale so reforme, kar je pravzaprav najbolj žalostno, in ta prepočasen proces približevanja Evropski uniji ni slab samo za države na Zahodnem Balkanu, ampak je slab tudi za Evropsko unijo. Vojna na pragu Evrope, vsi veste, več kot 500 dni, spremljam podatke o številu žrtev. Ukrajina seveda poroča o številu umrlih na ruski strani. Današnja številka je že več kot 240 tisoč padlih ruskih vojakov. Nekatere številke za Ukrajino, ne objavljajo jih javno, so menda že blizu 300 tisoč mrtvih, skupaj s civilisti na ukrajinski strani. To je več kot 500 000 žrtev v 500 dneh. Za primerjavo, v 4 letih afganistanske vojne je umrlo 80 tisoč ljudi v Afganistanu. Te številke so res grozljive. Včasih, veste, s težkim srcem poslušam, kako evropski voditelji naredimo premalo za mir v Evropski uniji. Ampak s komerkoli sem se v Evropski uniji in v Evropi pogovarjala o Ukrajini, ni enega politika ali državnika, ki ne bi bil za mir. Nekako edino ne najdemo še prave poti, ampak veste, pot je ena in edina. Mi moramo pri tem poslušati Ukrajino, namreč prizadevati si moramo za pravičen mir. Pravičnega miru brez Ukrajine pa zagotovo ne bo. Čakajo nas ameriške volitve. Veleposlanik Mirošič jih bo spremljal od blizu, res bom hvaležna za vsa ozadja, ki jih boste zaznali kot izvrsten diplomat. Zna se zgoditi še enkrat dvoboj Biden-Trump. Lahko se zgodi, da bo nekdanji predsednik Trump ponovno prišel v Belo hišo, kar bo zagotovo spremenilo multilateralne odnose po svetu. Ne bo lahko nobenemu med vami, ampak jaz res verjamem in zaupam v vas. Veste, zakaj greste tja, opremljeni ste znanjem, zagotovo ste državo, v katero greste, naštudirali v nulo, poznate detajle, poznate politične razmere v teh državah in vse vaše informacije bomo vsi tukaj res z največjo hvaležnostjo sprejemali. En velik izziv nas čaka tudi vse skupaj, ne? Razvoj modernih informacijskih tehnologij, komunikacija se spreminja, tudi v diplomaciji. Spreminja se Twitter. To, kar se danes dogaja na Twitterju, ni več Twitter, ki smo ga poznali pred leti. Umetna inteligenca je tista, ki nam bo okrojila tempo. Danes se v umetni inteligenci sprašujemo, kaj bo prinesla v delovnopravne odnose, kaj bo z njih odnesla. Spremembe bodo tukaj. Umetna inteligenca ima eno posebno, svojo logiko, poti nazaj ni več. Veste, da sem se več kot 20 let ukvarjala z varstvom osebnih podatkov, tudi z modernimi informacijskimi tehnologijami in vem, da je osnova v umetni inteligenciji ta, da je slabe plati, ki jih prinaša in nedvomno jih vsaka tehnologija prinaša, potrebno regulirati.
Evropska unija in Svet Evrope pri tem prednjačita. Cel svet nas gleda, kako reguliramo moderne tehnologije in lahko rečem, da sem ponosna, da živim v Evropski uniji, da je Slovenija članica Sveta Evrope, ki si res obe te organizaciji trudita zregulirati tisto, kar nas čaka v prihodnje in kot sem rekla, zaradi slabih plati je potrebna regulacija, v to iskreno verjamem. Umetna inteligenca je poseben skupek nekih nevronskih mrež. Umetna inteligenca poskuša simulirati človeške možgane. Umetna inteligenca je včasih tudi neumna, ni pametna. Namreč, če ste kdaj uporabljali ChatGPT, verjetno zna biti to tudi koristno orodje za diplomate, ampak ne verjemite vsemu, kar vam ChatGPT izvrže na vaše zaslone. Namreč, lahko povem samo en primer, če boste vtipkali Nataša Pirc Musar, bo umetna inteligenca gledala vse Nataše, vse Pirce, vse Musarje in naredila en konglomerat mojega življenjepisa, ki nima ne repa, ne glave. Skratka, ne ji v celoti zaupati, spremljajte jo, tudi v diplomaciji bodo ta orodja, po mojem mnenju, izjemno pomembna in bodo seveda vplivala na vaše delo. Podnebne spremembe. Podnebne spremembe so nekaj, o čemer moramo razmišljati praktično vsak dan. Jaz sem to, veste, obljubila mladim v predvolilni kampanji in veliko delam na teh agendah, tudi s pomočjo izvrstnih diplomatov, ki poznajo multilateralne procese na področju, rekla, zaviranja podnebnih sprememb, ki smo jim priča. Popravnega izpita tu ni in ga ne bo. Imamo samo en planet, edini, ni drugega, ni planeta B. Decembra odhajam na COP28. Bila sem na vodni konferenci v Organizaciji Združenih narodov, kjerkoli lahko govorimo o podnebnih spremembah in veste, tudi z vsemi državniki, predvsem z afriškega kontinenta, smo se pogovarjali o podnebnih spremembah. In tudi vi, diplomati, mimo tega perečega področja, ki je pomemben za ne samo našo prihodnost, ampak prihodnost vseh zanamcev, preprosto ne bo moč iti. Zadali smo si cilj 1,5 stopinje topleje kot v začetku 90-ih let, mi smo danes na 3,4 stopinjah. Mi počasi izgubljamo to bitko. 40 stopinj v Španiji, 47 stopinj v Grčiji, rekordna temperatura v dolini smrti v Združenih državah Amerike, 57 stopinj pred parimi dnevi. Poplave, suše v Afriki so nekaj, kar je stalnica. Tudi pri nas ne pomnim, da bi kdaj sredi Nemčije lahko videli tornado, pa ga vidimo danes. Skratka, to so naloge, ki nas vse skupaj čakajo. Še enkrat, vem, da ne bodo enostavne, ampak dajmo si zaupati drug drugemu, dajmo vedeti, zakaj smo vsi tukaj, zakaj sem jaz tukaj, zakaj ste vi na svojih pozicijah. In nihče ne more gora premikati sam, lahko jih premikamo le skupaj. Pomembno je, da jih bomo premaknili več teh gora v pravo smer. Tone Pavček je enkrat zapisal: naš svet vrti se narobe, daleč od sreče in daleč od sanj, zato uprimo se vanj in obrnimo ga v pravo stran. Kaj je prava stran? Morda lahko vsak drugače razmišlja, ampak na naših pozicijah ni prostora za drugačno razmišljanje. Tu mora biti politika enotna in usklajena. Prav je, da ste glasni, da poveste, kaj mislite in da se vsi skupaj potem uskladimo in da imamo kot Slovenija enotna stališča v zadevah, ki so pomembne, bom še enkrat rekla, za vas planet. Iskreno vam hvala še enkrat, ker ste sprejeli vaše pozicije, vaše odgovorno delo. Jaz vam želim, vam in vašim družinam, da se čim prej aklimatizirate na novih pozicijah. In če se malce pošalim, selitev je lahko stresna že iz Mengša v Domžale, kaj šele iz Domžal v Tokio, ampak vi ste tega nekako vajeni, vaše družine verjetno tudi. Čim prej se aklimatizirajte na teh vaših novih postih. Jaz vam želim obilo izzivov, veliko
možganskega viharjanja, če prevedem brainstorming iz angleškega jezika. Prepričana sem, da to zmorete, da vsi skupaj zmorete in na koncu lahko rečem le srečno vsem skupaj in veselo na delo. Hvala lepa. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.